Ali zaposleni po novem za dolgotrajno oskrbo, ki še kar nekaj časa sicer kot kaže ne bo zaživela, kot bi morala, vsak mesec resnično prispevamo le 1% naše bruto plače? Tako so sicer ves čas zagotavljali na vladi. Na obračunskih listih za julijsko plačo, ki so jih zadnji zaposleni prejeli včeraj, pa se je izkazalo, da so nekateri prispevali več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta. Zakaj gre in kdo v resnici šteje? Koliko milijonov se je že nateklo v državno blagajno? Ja, iskali smo odgovore, pa smo jih tudi dobili. Mark Vidrih. Julij 2025, mesec, za katerega smo prvič plačali tudi nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Prvi so ga v žepu že dobra 2 tedna nazaj občutili upokojenci. Ste že plačali ta 1%? Seveda. In občutki? Nikak. Zakaj? Zdaj pojasnite. Ja, zakaj mi to trgajo? Ta znesek prvič ne vemo, kam gre, dokler ne bo dejansko zagotovljena oskrba. Ne vemo, ali sploh bo, kdaj bo in kdaj bomo državljani sploh lahko do tega upravičeni. No? In to z dodatnim zavarovanjem vred je 50 € za mene manj mesečno. Jaz bi to lahko komu drugemu dala, imam vnuke. Namesto vnukov bo sredstva odslej prejemal Zavod za zdravstveno zavarovanje, delavci in delodajalci bodo vsak mesec prispevali po 1% bruto plače, upokojenci odstotek neto pokojnine, samozaposleni in kmetje s prijavljeno dejavnostjo pa 2% njihove plače. Vendar pozor, če ste zaposleni in če vaš pogodbeni bruto denimo znaša 2000,5 €, to še ne pomeni, da bo vaš prispevek za dolgotrajno oskrbo znašal 25 €. Vanj so namreč všteti tudi številni dodatki. V konkretnem primeru boste za dolgotrajno oskrbo plačali 5 € več. Zakaj gre, smo vprašali računovodkinjo Sonjo Omerza. V osnovi se tukaj upošteva pač ista osnova, kot je za obračun zdravstvenega prispevka. To je bistveno. In to je sprva presenetilo tudi nas, priznava. Če samega zakona ne pogledaš oziroma ne greš prebrati, je tudi bilo moč zaslediti na spletnih straneh, državnih spletnih straneh, kjer je bilo navedeno, da se prispevek plačuje od plače. Omenja se samo plača, ne pa celotni dohodki iz delovnega razmerja. In koliko sredstev se je do zdaj že zbralo? To smo že včeraj vprašali Ministrstvo za solidarno prihodnost, a so nam danes odgovorili, da je skrbnik blagajne za dolgotrajno oskrbo Zavod za zdravstveno zavarovanje, zato nas prijazno pozivajo, da vprašanja o podrobnostih v zvezi s prispevkom naslovimo na njih. To smo tudi storili, od ZZZS-ja pa prejeli odgovor, da s tem podatkom ne razpolagajo in da naj se prosim obrnemo na Ministrstvo za solidarno prihodnost. No, na ministrstvu sicer ocenjujejo, da se bo v državno blagajno iz tega naslova letos steklo skoraj 260, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov €. In kdaj bodo učinki opazni? Zagotovo že letos decembra, pravijo na ministrstvu, ko bodo stanovalci v domovih za starejše začeli plačevati zgolj nastanitev in prehrano, nič več pa tudi socialno-varstvenih storitev.